Lepo pozdravljeni iz studia 136. Ob tragični novici, ki je včeraj zjutraj pretresla ves slovenski kulturniško-novinarski svet, začenjamo Vesti na vesti z minuto molka v spomin na umorjeno novinarko in filmsko kritičarko Niko Bohinc. Devetindvajsetletna samostojna novinarka Nika Bohinc, filmska kritičarka in nekdanja urednica revije Ekran, je bila skupaj s svojim partnerjem Aleksisom Tioseko v torek zvečer po lokalnem času ustreljena na njunem domu v filipinskem Quezon Cityju. V izjavi za javnost o umorjeni Bohinčevi je bila vidno pretresena tudi kulturna ministrica Majda Širca. Ministrstvo za kulturo, pa ne samo na Ministrstvu za kulturo, smo pretreseni in šokirani ob izgubi mlade Nike Bohinc. Izguba je toliko večja, ker je bila Nika dobra in trdna sooblikovalka filmske kulture, ne samo v domačem, ampak tudi v mednarodnem prostoru. Bila je tako rekoč do včeraj še povezana z nami, s tem, ko je sodelovala v Komisiji za audiovizualne medije. V mednarodnem prostoru je njena izguba še toliko bolj vidna zaradi tega, ker je bila pomembna sooblikovalka filmskega festivala v Ljubljani in tudi festivala v Izoli, Kino Otok, Cinema. Do nedavnega tudi trdna sooblikovalka revije za film in televizijo Ekran, povrnila mu je življenje in barve. Hkrati pa tudi do nedavnega pred nedavnim je ustanovila pomembno fundacijo, ki je povezovala filmski svet Azije s filmskim svetom Evrope. Bila je svobodna novinarka, živela med Ljubljano in Manilo in z nami je živela tudi v tesnem sodelovanju, ne samo po spletu, ampak tudi s srcem in z načrti. Staršem ob izgubi aktivne, drzne in zelo razgledane osebe izrekamo sožalje. Področni direktor podjetja Patria za Slovenijo Wulf Hesulf je potrdil, da je podjetje ustavilo dobavo novih sestavnih delov za proizvodnjo novih oklepnikov 8x8 v Gorenju. Hkrati je predsednik Patria Land and Armen Cepo Sepele dejal, da je slovenska vlada pri Patriji zmanjšala število naročenih 8 kolesnikov. Naj vas spomnimo, obrambna ministrica Ljubica Jelušič je to vest potrdila že v torek. Koliko jih bo, je odvisno od proračuna za leto 2010 in 2011. Kako bo s pogodbo, bomo morali uskladiti z pogodbenimi partnerji, vsekakor pa bo prišlo do reprogramiranja in to kar do radikalnega. Evropski komisar za širitev Olli Rehn je v Evropskem parlamentu izrazil optimizem, da bi se Slovenija in Hrvaška o reševanju vprašanja meje lahko dogovorili v kratkem. Zunajmejni minister Samuel Žbogar pa je na svoji redni novinarski konferenci v Ljubljani opozoril, da je bilo sicer veliko dela že opravljenega, a ga veliko še čaka. In se ob tej priložnosti ob prižiganju klime ukvarjal tudi s pojasnjevanjem, kako se med tiho diplomacijo politiki že lepo tikajo. To je tiha diplomacija. Tiha diplomacija, da ni tudi tako zadušljiva. Ne, a moti, če predvsem najti mišljen? Ne mogo. Tiha diplomacije, ki je seveda zdaj v Gdansko prišla tudi že na ti, kot smo slišali premijerko Hrvaške. Pa me zanima, kako vi ocenjujete, da se premijer pogovarjata na ti, kakšna diplomacija je to? Jaz sem s hrvaškim kolegom tudi na ti. Glede drugih ministrov je težko pač to, jaz mislim, da sem z vsemi evropskimi ministri na ti, ampak v angleščini se to težko vidi, lahko pa iz tega, kako se pogovarja, ali pa glede to, da se po imenu kličemo, sklepam, da smo na ti.
tudi s turškim ministrom sva na sredi pogovorov prišla na pogovarjanje z imeni, tako da verjetno je to razpustilo vsi na ti. No? Ampak to je samo dobro, če sta predsednika vlade sedaj na ti, mislim, da je to ponovno nek napredek, ki dokazuje krepitev tega zaupanja, tega izboljšanja atmosfere, o kateri sem sam veliko govoril. In to je tudi nek nujen korak, da bomo na koncu prišli do rešitve, ki se želimo. Zanima me samo, kdo bo kriv, če tiha diplomacija ne bo uspela? Boste to vi, bo to premier, bo to cela vlada, bo to zunanje ministrstvo in še kateri... To je, jaz seveda, veste, sem bil prej veleposlanik v Združenih državah. In na Kitajskem. Tudi na Kitajskem, ampak nazadnje sem bil v Združenih državah in tam je to napačen pristop. To je ta pesimističen, negativen pristop, da bo zadeva uspela. Na stvari je treba gledati optimistično in pozitivno. Zadeva mora uspeti, diplomacija mora biti uspešna in vsi bomo za to zaslužili. Koalicijska usklajevanja o noveli zakona o zunanjih zadevah še potekajo. Razprava pa je odprta predvsem glede sistema imenovanja veleposlanikov, ali ne bo odprt ali zaprt, kot je sedaj, je še razložil zunajmejni Samo. Izrazil je upanje, da bi vlada novelo potrdila do konca septembra, zakon pa bi bil sprejet do konca leta. To pa je novica. Ampak, ali bo neuspeli leteči veleposlanik Dimitrij Rupel po tem zakonu že končno lahko šel v širni svet? V zakonu o zunanjih zadevah je predvideno 14 let. Minister nekdanji Rupel ima 14 let ustreznih delovnih izkušenj, je pa v zakonu tokrat opredeljeno zelo podrobno tudi še nekaj drugih pogojev, ki jih mora veleposlanik izpolniti za to, da je lahko na to mesto imenovan. Kot kaže, mu spet ne bo uspelo. Grem staviti, da bo v zakonu ziharen člen pisan ravno na kožo komu drugemu kot Rupsiju. Vladna komisija za kadrovska in administrativna vprašanja je za direktorja Urada za verske skupnosti predlagala nekdanjega poslanca LDS Aleša Aleka Guliča. Danes pa naj bi ga na svoji seji potrdila še vlada. Kot je dejal Gulič, bo urad vodil zelo demokratično in skozi razpravo. Predstavniki največjih verskih skupnosti pri nas od novega direktorja pričakujejo korekten in enakopraven odnos do vseh in upajo, da ne bo na maše in obhajila prihajal v coklah. Je pa obvesti, da je sodišče začelo voditi postopek za možno razveljavitev sporazuma za Blejski otok, kulturna ministrica Majda Širca za Vest pojasnila, kakšni so sploh možni dogovori med cerkvijo in državo, zdaj ko ni več v igri inovatorja Vaska Simonitija. Tukaj je mnogo opcij, ampak predhodno mora biti razčiščeno nedvoumno dejstvo, da so tam lastniška razmerja čista. In za nas so čista tista, kot jih je določilo ustavno, vrhovno in še kakšno drugo sodišče, ko je dejalo, da po denacionalizacijskem postopku to pripada državi. Država si pa je tik pred iztekom prejšnjega mandata na inovativen način vzela sebi, oziroma cerkev se vzela sebi. O spletnem komuniciranju in projektu Vprašaj s klicajem komentar dneva Domen Zavič. Ko človek pogleda po slovenski spletni pokrajini množičnih medijev in se osredotoči na komentarje uporabnikov, ga malodane kap. Večina komentarjev je namreč pod vsako kritiko, skoraj vse debate pa se v roku parih komentarjev zvedejo na primerjave med belimi in rdečimi. Zato je prava osvežitev spletna komunikacija, ki se dotika političnih tem, a hkrati vzdržuje kvaliteto in uporabnost dialoga. Če smo še februarja trepetali, kaj se bo zgodilo, ko bomo predstavnike slovenske vlade postavili v dvorano s slovenskim spletnim občinstvom, lahko po 4 mesecih projekta Vprašaj s klicajem ugotovimo, da se je zadeva prijela. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac.
Septembra se urniki galerij vračajo iz poletnega v letnega, novo sezono pa na veliko začenjajo z različnimi otvoritvami. Ta teden smo bili deležni otvoritve v Deželnem dvorcu, Ekorni, Magistratu in tako dalje. Vendar niso samo galerije, kjer se prikazuje umetnost. Včeraj je ameriška umetnica Lexa Walsh prikazala svoj projekt Pokažite mi svojo Ljubljano v kafeteriji Lan na Galusovem nabrežju. Še vreme, priporočamo obisk v ljubljanskem živalskem vrtu, kjer je še vedno zelo pestro. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti z mano, Katjo Buda. Pa nasvidenje. Ja. Zdaj rečem, viš, kar ime, ki mi je tako, cool, ameriško. Nekaj me snimati.